V Domžalah je potekal dvoboj dveh moštev, ki sta v izjemno slabi seriji. Domače Radomlje so pričakale ekipo Kopra. Letos Radomlje še brez zmage, Koper pa brez zmage na zadnjih 6 tekmah v ligi. Tole je bila že prva akcija tekme, dvojna podaja Ibričiča in Muslimoviča. Zaključil je Senijad Ibričič, obramba Ivačiča in kot za goste. Po kotu je bil sam pred vrati Dedič, ki je streljal, ampak Ivačič se je izkazal z novo obrambo in rešil nogometaše Radomelj. Bil pa je nemočen v 29. minuti, prekinitev je izvajal Danijel Pranič, našel Pekjusona, ki je z glavo zatresel mrežo. Domačih za prednost Kopra 0:1. Še drugi gol Ganca na dveh zaporednih tekmah. Potem, ko prvi polčas ni prinesel prav veliko lepih situacij, bilo veliko bolje v drugem polčasu. Najprej velika priložnost za Radomlje po napaki vratarja Antoloviča. Je Gajić prišel do strela po podaji Cerarja, a tokrat zgrešil koprska vrata. Na drugi strani že v 4. minuti nadaljevanja izvrstna priložnost za Pekjusona, ki je bil sam pred vrati, pravočasno pa je vrata zapustil Ivačič in ohranil mrežo v tem drugem delu nedotaknjeno. Še napad za Radomlje, tokrat je bil v prodoru Gajić in podal na drugo vratnico proti Jugovarju, ki je bil v izjemno ugodni poziciji, a tokrat streljal preslabo. Nato pa verjetno najlepša akcija tekme v 56. minuti po levi strani Koprčanov. Do žoge je prišel Danijel Pranič, podal na drugo vratnico, kjer je pritekel še Jan Andrejašič in povišal prednost za Koper na 0:2. Izjemno lepa ekipna akcija Koprčanov, na koncu pa Pranič do Andrejašiča, ki je povišal prednost Kanarčkov. Nadaljevanje tekme je bilo nekoliko mirnejše, potem pa priložnost za Radomlje, dober poizkus daleč in prečka je tokrat rešila vratarja Antoloviča. Še napad za Radomlje, Janković, ki je vstopil v igro v tem drugem polčasu, je poslal uporabno žogo proti Nuniču, še enemu rezervistu, ki je znižal na 1:2. Izjemno lepa kombinacija dveh rezervistov, Janković proti Nuniču globino, ki je premagal Antoloviča za gol priključka. Priložnost za Koper in preigravanje Pekjusona, ki je padel 11-metrovka za Primorce. Prekršek nad Gancem. K žogi je stopil Senijad Ibričič in zadev za 1:3, tekla je 79. minuta. Tekma je s tem verjetno že bila odločena, Koper je spet imel 2 gola prednosti. Nato pa še zadnja akcija tekme, priložnost za Radomlje, strel Jankovića v 85. minuti, obramba Antoloviča, ki je žogo uspel odbiti v kot. To je bilo še zadnje dejanje tekme, Radomlje Koper na koncu 1:3. Koprčani so zdaj 5., Radomlje pa še vedno brez zmage na povsem zadnjem mestu prve lige. Ja, se strinjam, imeli smo svoje priložnosti, zelo zrele. Mislim, da smo bili prvi polčas boljši nasprotnik, potem ta gol nas je presekal, smo se malo umirili. Do polčasa še ene par situacij, ki bi lahko izkoristili, nato pa v drugem polčasu smo šli na vse ali nič, dobili še 2 gola po naših napakah in to je bilo to. Ja, v tekmo smo šli že od prve minute ojštro, takoj smo pokazali, kdo smo, po kaj smo prišli. Poslušali smo vse nasvete in navodila trenerja. V tekmo smo šli potrpežljivo in tako dočakali prvi zadetek. Teren je bil tudi težek za igro, ampak smo zdržali vse pritiske in osvojili 3 točke.